Zdrav, banda! Tole je Alenka Švab, profesorica in doktorica, ki ve vse o prvem seksu več kot 5000 študentov. Najprej osnove, kaj sploh je spolni odnos. A je to samo vaginalni spolni odnos, ali je vključena tudi orala, anala, peting? Šteje vse, bi rekla na kratko, smo pa mi v raziskavi spraševali na oba načina. Posebej nas je zanimal ta vaginalni spolni odnos, kar rečemo koitus. Imeli smo pa tudi en tak širši opredelitev. Ne samo zato, ker želimo ugotoviti, kaj vse šteje med spolni odnos in kako mladi to razumejo, ampak v bistvu tudi, da smo vključujoči. Koliko so pa stari mladi pri prvem spolnem odnosu? Zdaj govorimo o študentkah in študentih. To je malo drugačna populacija, kot če bi govorili o mladih nasploh. Večina študentov, študentk pride iz gimnazije, a ne? Za gimnazijce vemo, da imajo spolne odnose malo kasneje. Tako da tle je bila povprečje za ženske bilo 17 let, za moške pa 17,5, a ne? Zdaj, če primerjamo to z drugimi raziskavami preteklimi, tradicionalno so bili moški mlajši pa ženske starejše, zdaj pa so jih počasi dohitele in že prehitele. V srednješolski populaciji je starost mičke nižja, a ne? Je, mislim, da 15,5. Kar pomeni, da srednja šola dejansko vpliva na to, kdaj se zgodi prvi spolni odnos. Ja, tako kažejo vse, tudi tuje raziskave in naše domače. Tisti, ki grejo v poklicne šole, imajo nekoliko prej spolne odnose. Zdaj veste. Lahko rečemo, da je en vzorec prvega spolnega odnosa, romantičen scenarij ali je zelo raznoliko? Romantičen scenarij bolj, a ne? Je večina prvega spolnega odnosa v partnerski zvezi ali pa z osebo, ki si jo že dalj časa poznala. Tudi po razlogih, če gledamo, zaljubljenost je nekako na vrhu, če tako rečem. Pa je kakšna razlika med homoseksualnimi prvimi spolnimi odnosi in heteroseksualnimi? Pri homoseksualnem prvem spolnem odnosu je ta načrtovanost bistveno manjša, kar pa ne pomeni zdaj, da so homoseksualni moški recimo bolj promiskuitetni, tako nekaj hitro začnemo v teh stereotipih razmišljati, ampak gre za to, da v bistvu imajo bistveno manj priložnosti, socialni prostori za spoznavanje so bistveno omejeni, a ne, in tudi družbeni pritiski so bistveno drugačni, a ne. Kondomi, zaščita, kako pogosta pri prvem spolnem odnosu in kam gre kasneje? Približno 80%, mislim, da je odstotek, skratka zelo veliko, bi rekla, te odgovorne spolnosti pri prvem spolnem odnosu. Se pa kasneje potem nekako pokvari ta slika, če tako rečem, pa tudi pri prvem spolnem odnosu je še zmer približno 14% problematičnega prekinjenega spolnega odnosa. Ta delež postaja isti tudi potem kasneje, a ne, ki ga sploh ne štejemo kot kontracepcijo oziroma zaščito. Kako pa se razlikuje prvi spolni odnos od zadnjega spolnega odnosa? Ne samo glede kontracepcije, ampak mogoče samega poteka spolnega odnosa. Ta repertoar je tašen, kot nekako smo ga tudi pričakovali. Se pravi, peting, oralni seks, vaginalni spolni odnos, to šteje nekako v ta repertoar. Bistveno manj je analnega spolnega odnosa. Hrvaški sodelavci so ugotovili, da je v porastu, a ne, in tudi mislim, da mednarodne raziskave to kažejo. Tako da bi lahko pri nas tudi mogoče domnevali, ampak ne vemo, a ne, ker je bila to samo ena raziskava. Ste tudi zdaj dijake spraševali? Bomo povedali podatke. Vsi podatki še pridejo, še naknadno. Če bi radi izvedeli še več, pojdite na YouTube, pa pogledajte video ali pa preberite tole knjigo. In tole je bila zdaj družba, sledi pa narava. Bi radi izvedeli še več, preberite tole knjigo, pa napišite nam kak komentar, kaj naj komentirajo. Naprimer, kdaj se vam zdi primerna starost za prvi spolni odnos? Eto, kdaj se vam zdi primerna starost za prvi spolni odnos? Od spod pa polajkite, pa pošerajte, tako kot je to pri seksu.